Pozdravljeni, to je prvi del tretjega predavanja za biokemike in kemike na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Do sedaj smo se že spoznali z NMR efektom, se pravi v močnem zunanjem magnetnem polju pride do orientacije alfa in beta, stan jeder spinom ena polovica in imamo ravnotežno magnetizacijo. Odklon te v ravnino XY z radiofrekvenčnimi sunki, da dobimo stanje, ko je magnetizacija v ravnini XY, proces vračanja v ravnotežno stanje v NMR imenujemo relaksacija, opazovanje tega vračanja, se pravi veliko pove o sistemu, konec koncev pa ustvari to kot veljavi detektorja. In ta povzroči signal, pre-induction decay. Spoznali smo tudi s tem, da potrebujemo Fourierjevo transformacijo, da pridemo do tega, kar rečemo spektra. Do zdaj smo že obdelali nekaj orodij za razumevanje NMR, spoznali smo se opremo, lahko zdaj začnemo. In to bomo zdaj s tem predavanjem se pogovarjati o pulznih zaporedjih, pulznih sekvencah. Tale zapis na vrhu je morda zelo informativen, ko se začnemo pogovarjati o NMR spektroskopiji, postane pa izredno nepraktičen in seveda bomo tudi videli, da imamo razne pulzne sekvence, kar je v bistvu vsebina tega kursa. Se pravi, če schematsko predstavimo to, kar je gor zelo tako, se pravi, imamo en čas, ko čakamo, da je sistem dejansko v ravnotežju, odklonov ga za ravnotežje z radiofrekvenčnim sunkom, tipično je to 10 mikrosekund ali pa nekaj 10 mikrosekund, potem je tle majhen čas, da elektronika si opomore in zajemanje pre-induction decaya, se pravi detekcija signalčka. Zdaj, če na začetku izgleda, da moramo počakati, seveda predno omenjeno pulzno zaporedje ponovimo, moramo pa počakati, da se vzpostavi ravnotežno stanje in to seveda pomeni, da lahko tole pulzno zaporedje ponovimo. To tako, se pravi, NMR-isti zapišemo eksperiment, temu v angleški literaturi rečemo pulse and acquire, to je najenostavnejše pulzno zaporedje, je seveda tudi izredno velikokrat uporabljeno, verjetno kar najbolj pogosto, schematsko ga pa seveda nima pravega smisla, hitro vidno, da bi tale netle ponavljali, prosim, schematsko pa prikažemo takole. Še ena stvar je mogoče vredno omeniti, se pravi, tukaj gre za časovna os, je os teče vzdolž abscise, tale čas merimo v sekundah, pulze v mikrosekundah, nekaj 10 mikrosekund, čas akvizicije pa lahko tudi od nekaj milisekund pa do sekund. Se pravi, časovna os je schematska, ni v skali. No, velja omeniti še to, da če smo v tej enostavni slikci govorili, da se vektor odkloni, se stvari seveda malo bolj komplicirane, spoznali smo že interakcijo kemijskega premika, malo smo se že dotaknili, kako poteka proces relaksacije in seveda te trajektorije postanejo precej kompleksne. Naslednji, pa naš prvi pravi NMR eksperiment bi bil takle, pulzno zaporedje, v katerem imamo 180-stopinjski puls zamik, 90-stopinjski puls in detekcija signala, akvizicija NMR žargona. Temu zaporedju pa pulzni sekvenci v literaturi rečemo inversion recovery. No, pa si malo pogledamo, kaj se dogaja, se pravi, začnemo spet z ravnotežno magnetizacijo, porabimo 180-stopinjski puls, tele indeksi so faze, pa trenutno to seveda ni pomembno, in kaj bo ta puls naredil, se pravi, v tele točki na koncu pulza je naša magnetizacija odklonjena vzdolž osi Z. In potem malo počakamo. Kaj se po tem času, se pravi, če je čas nič in takoj porabimo 90-stopinjski puls,
lahko schematsko vidimo, da bomo magnetizacijo odklonili v ravnino XY in bomo dobili takle negativen signal. Če malo počakamo, se pravi, bo vektor zrelaksiral. Seveda edini proces, ki teče, je relaksacija T1. Odklonimo, vektorček je manjši. Če počakamo malo dlje, seveda pa zaradi vračanja ravnotežja, vektorček že pride na plus Z os in ta odklon povzroči signal. Se pravi, hitro vidimo s to enostavno analizo, da v odvisnosti od časa, ki ga daljšamo, se oblika signala, gledamo pa seveda isto jedro, se oblika signala spreminja. Če pogledamo malo na dveh primerih, se pravi, en primer je za alfa-pinen, gledamo alifatsko območje, skala kemijskega premika tle ni najpomembnejša, se pravi, tale naš zamik v poznem zaporedju TD je šel od 5 milisekund do sekunda do 20 sekund. Vidimo, da koliko smo imeli schematsko, v zelo kratkem času, nekaj milisekund, so vsi signali še v minus, po 20 sekundah so razmerno dolgem času pa plus. Se pravi, tako daleč, tako dolgo smo vmes počakali, da praktično tega, se pravi, naš sistem niti več se ne spomni, če tako rečemo, da je bil invertiran, da je bil prej porabljen 180 stopinjski post. Tukaj gor imamo 3,3, 3,7 in te vrednosti ustrezajo relaksacijskemu času T1. Se pravi, jasno je, da lahko T1 relaksacijski čas določamo tudi z merjenjem C13, tole primer na metaksilenu. Tukaj so aromatski ogljikovi atomi, se pravi, tudi tukaj v zelo kratkih časih so signali obrnjeni negativno, po dolgih časih tukaj je 36 sekund, se pravi, vidimo, da je počasnejša relaksacija. Tisto, ki je pa verjetno posebej zanimivo, je, če pogledamo te profile, te spektre vračanja, hitro vidimo, da imamo 4, ki so dosti podobni, krajše 10 sekund in imamo 2, C1 in C3, ki imata tale prehod preko ničle preko 20 sekund. Pa mislim, da vsak, ki bi hitro pogledal formulo, bi videl, C1 in C3 sta drugačna, sta tudi v strukturi drugačna, nimata direktno vezanih protonov, se pravi, en način relaksacije, dipol-dipol, je tukaj odsoten. Prav tu vidite, da dejansko se sistem odziva na, se pravi, NMR spekter se odziva na strukturo molekul. Po drugi strani pa zanimivo, če bolj natančno pogledamo, zdaj C2 in C5 pri 8 sekundah sta majčkeno v plusu, medtem ko sta pa 4 in 6 pa že prej. Čemu bi pa to pripisali? Očitno gre za CH pare, zato to ne more biti razlog. Najmanj spodbudim samostojno razmišljanje, da se vprašajte, kaj to je, navajajo, bomo pa potem se še pogovorili. Lahko se namignem, da imamo anizotropijo gibanja, ki jo na ta način z meritvijo relaksacijskega časa T1 lahko tudi kvantificiramo. Se pravi, če zdaj intenziteto signalov tega zamika TD prikažemo grafično, tukaj je sicer že povezano, vidimo, da seveda to, kar smo že videli, pri zelo kratkem času, se pravi nič, imamo maksimalen minus Z, po precej dolgem času pa dosežemo nadalje ravnotežje. Karakteristična vrednost, se pravi relaksacijski čas T1, določimo z računanjem ujemanja, se pravi naših eksperimentalnih točk na tej krivulji in tole je odvisnost. Vidimo par stvari, ki so zanimive. Se pravi, če dejansko želimo izvesti eksperiment tako, da bomo naslednji puls začeli z skorajda popolnim M0, moramo počakati 5x T1. In videli ste, če pri kakšnem ogljiku bilo to 20 sekund, prav moramo kar skoraj do 2 minuti počakati. V praksi velja, da je 3x T1
tak čas, ki nekje kompromis celote, M0, celotne relaksacije in pa, da eksperimenti ne trajajo predolgo. Če si pogledamo za tole točko, ko gre magnetizacija ali pa tale krivulja intenzitete signalov v odvisnosti časa skozi ničlo, lahko vidimo, da je nam ta točka, se pravi, če ta čas poznamo in ga označimo kot ta v 0, ga pomnožimo z logaritmom 2, se pravi 1,4, dobimo približno vrednost T1. Se pravi, pravo vrednost T1 dobimo z računom jemanja krivulje po tej enačbi, približno pa pomnožimo vrednost, ko ga je prehniče, za 1,4 in je to kar dobra aproksimacija za. No, mi smo se pogovarjali že o blokovih relacijah. Videli smo, da je drug proces, je pa transverzalna relaksacija. Se pravi, sistem se vrača na težje, tako da v ravnini XY po vzbujanju pride do razvoja magnetizacije in na koncu, se pravi po dolgem času, ki se s tem zrelaksiral, ni več nobenih preferenc, dobimo ventilator. Zdaj, tako v principu, tole zgleda dovolj enostaven, izkaže se, da eksperimentalno je pa določitev T1, T2 malo bolj kompleksna. Se pravi, tako kot smo prej demonstrirali, da je T1 povezan s kemijsko strukturo, videli bomo tudi tridimenzionalno strukturo, je tudi T2 tesno povezan z intermolekularnimi interakcijami. Žal pa pri razvoju magnetizacije, se pravi, tem vzpostavitvi ventilatorja, na ta proces vpliva tudi nehomogenost statičnega magnetnega polja. Zato ne govorimo o tem, da je z našim magnetom kaj narobe, ampak dejansko spoznali smo proces šimanja, optimizacije magnetnega polja, pa tukaj lahko govorimo o kakšnih trdih izdelčkih vzorčkov, govorimo o kakšnem raztopljenem kisiku in ta T2 zvezdico, se pravi proces, ki ga dejansko vidimo, je nekako vsota obratnih vrednosti po tej enačbi lastnih prispevkov, se pravi zaradi lastnostnih molekul in pa prispevkov zaradi nehomogenosti magnetnega polja. No in tale T2 zvezdica je tisti, ki je v zvezi širino črte na polovični višini. Se pravi, vidimo, da je širina črte, se pravi, kako hitro prihaja do tega razvoja, tole pa naš signal v spektru je tista, ki je v taki zvezi 1 z pi T2 zvezdica. Zdaj, če gledamo, vemo, da imamo lahko, se pa mislimo, da imamo lahko FID, ki zelo hitro pojenja, se pravi, T2 zelo kratek, po Fourier transformu bo to rezultiralo širše linije, to smo obdelali, ko smo se pogovarjali o Fourier transformu, če imamo počasno relaksacijo, dolg T2, bo je pa linija v spektru sorazmerno ostra. Pravi, zdaj tole že nakazuje, da bi lahko računali pojemanje FID-ja, pojemanje signala in to bi dalo T2, ampak opozorili smo, da bi bil to T2 zvezdica. Se pravi, verjetno malo vidite, da to so relaksacijske časa T1 in T2 sta v tesni povezavi z lastnostmi naših molekul, je seveda vredno zmeriti. Naj bo pa to uvod v tako imenovan spin eko pulzno sekvenco. Osnova te sekvence, se pravi, tukaj je tale 180-stopinjski puls. Gre za to, da po vzbujanju z 90-stopinskim pulsom imamo magnetizacijo v tej schematski predstavitvi vzdolž osi Y. Potem pa dovolimo razvoj magnetizacije za nek čas TD. Zdaj, v tem času TD pride do defaziranja, se pravi razvoja magnetizacije. Procesi, ki jih tukaj imamo lahko v misli, glede na to, kar smo že spoznali, je ta, da imamo recimo razvoj kemijskega premika, poznamo še drugo interakcijo s sklopitveno konstanto. To si lahko predstavljamo, da naš opazovalec ostane nekje na osi Y, eni vektorji so počasnejši, drugi so hitrejši. Potem pa po tem času TD uporabimo 180-stopinjski puls vzdolž te osi, lahko si mislimo, da se ti vektorčki prevržejo vzdolž osi minus Y, tista lastnost, ki pa zanimiva je, tile so bi hitrejši,
ostanejo tle spodaj, ti, ki so bili počasnejši, ostanejo na vrhu. In zgodi se to, da hitrejše ujamejo počasnejše, ampak naš opazovalec seveda ostane v sredini. In če počakamo enak čas, kot smo razvijali magnetizacijo, se pravi isti, enak čas, td, bo prišlo do refokusiranja. Se pravi, spin eko, tale element, razvoj za določen čas, impuls, pa enak čas, da pride do refokusiranja, je tisti, ki vspane spinski odmev, in to je ena najpomembnejših gradnikov, takih enostavnih gradnikov pulznih zaporedij, ki jih bomo spoznavali več, tudi v večdimenzionalnih. Se pravi, malo še schematsko pogledamo, da prihaja do razvoja magnetizacije določen čas, potem uporabimo impuls, prevržemo v ravnini XY magnetizacijo vzdolž minus in seveda ob enakem pride do refokusiranja. Tukaj je še ena predstavitev napojnice, mravljice, ki bi hitreje tekle, obrnemo našo palačinko in hitrejše bojo ujele, počasnejše. In navzven izgleda, kot da ni bilo nobenega efekta. To povzroči, nam odpira možnost, da če smo prej rekli, imamo T2 zvezdica, potrebuje tudi nehomogenosti vzorcev, da prav hiter pojem FID-ja, če pa zdaj sledimo, ko se odmevi kreirajo, je pa to tisti pravi relaksacijski čas T2. In nam odpira možnost, da to določimo. Da pravi, vse, kar moramo narediti, je, da ta spin eko ponavljamo večkrat. In bomo s spremljanjem upadanja, eksponentnim pojemanjem teh spinskih odmevov, se pravi signalov v tej točki, bomo dobili pravi T2. No, tukaj je pač neko področje, ki je razvijalo. Videli smo, da je Bloch je bil en prvih, ki je fenomenološko obdelal relaksacijo. Tukaj bi omenil CPMG. Tukaj je to sekvenca, ki jo boste sigurno srečali v literaturi. Gre za inicialke 4 imen. Carr, Parcell, Maybom, Gill. Kaj več, mislim, da ni treba. Tukaj imamo en primer tega pentapeptida, leucineokefalina. Mimogrede, to je endogeni opioidni peptidni nevrotransmiter, se nahaja v možganih, vključno tudi pri človeku, in ima agonistično aktivnost na opioidne receptorje. Se pravi, pri nas to služi kot primer. Se pravi, tale spinski odmev, gremo zelo kratkega časa do daljšega, se pravi 320 milisekund, in vidimo, da seveda imamo samo amidne in aromatske protone, vidimo, da je to pojemanje različno. Vidimo tudi, da nekateri amidni protoni pač so širši, se pravi, že iz tega vemo, da imajo krajši T2, po drugi strani pa vidimo, da tudi spin eko, ko ponavljamo te zamik, 180 zamik, to je zelo hiter signal izginja. Zdaj, en proces, ki je tudi lahko izmenjava. To je tukaj nakazano, amidni protoni so tisti, ki se izmenjujejo z vodo, in to je seveda tudi eno od procesov, ki prispeva k relaksaciji. Lahko si zdaj mislimo, če ponavljamo tale element, zamik, 180 zamik, in vidimo, da določene molekule hitro relaksirajo, bojo s tem pač po nekih, rečemo, določenem času, bojo njihovi signali že zrelaksirali, medtem ko drugi ne bojo. In to nam pride zelo prav, temu rečemo T2 filter, včasih rečemo tudi T2 editiranje. Tukaj imamo en primerček, kjer imamo eno majhno molekulo, kafro, v prisotnosti enega polimera, recimo polistirena, samo s maso 50 kilodaltonov. Če posnamemo enodimenzionalni spekter, tukaj zgoraj vidimo, da dominirajo taki zelo široki signali, ki seveda kažejo na to, da imamo opravka z veliko makromolekulo. In ta seveda relaksira hitro. Če pa uporabimo našo spin eko zaporedje, tako dolgo, da je ta 2TD krat N 450 milisekund, v tem času polistirenovi signali, protoni v tem primeru že relaksirajo, takrat pa spustimo preostalo magnetizacijo na T-tektor in dobimo lep spekter prav naše male molekule. V tem primeru je to kafra, seveda je lahko tudi še kaj, bi bilo lahko tudi kakšen drug primer. Drug zanimiv primer je
tale primer peptida, to je primer, ko se znebimo signala vode. Lahko si mislimo, tudi če imamo 8 milimolarno koncentracijo peptida, v tem primeru arginin vazopresin, to je antidiuretični hormon, se pravi funkcija v telesu pri homeostazi, regulacije vode, glukoze in soli. Prav pomembna molekula, o kateri bi želeli kaj vedeti, zdaj pa, ko pogledamo enodimenzionalni spekter, vidimo, da je praktično neuporaben. Mogoče bi najbolj pogumni se upali ugibati, da tle, tukaj so pa mogoče aromatski, tukaj pa se nakazujejo midni protoni, ampak kaj pametnega ne bi mogli povedati. Zakaj pride do tega, smo že govorili, zaradi silnega dinamičnega območja, se pravi voda je 110 milimolarna v protonih, vzorček tle je pa 8 milimolarna, kar seveda za današnje razmere velja za izjemno visoko koncentracijo. Tudi ta nam ne pomaga. In kaj se da narediti? Se pravi, protone vode poskrbimo, da bodo relaksirali hitreje. To se naredi v tem primeru z dodatkom hidroksilamina. Se pravi, vodni protoni se izmenjujejo med sabo. To povzroči, da hitreje relaksirajo. Po 235 milisekundah, se pravi, uporabljamo spineko tako dolgo, smo dobili dejansko lep enodimenzionalni spekter peptida, vazopresina, ki nas zanima. To je en način, kako zmanjšati intenziteto vode. Danes bi rekli, imamo v literaturi veliko boljše pristope. Ta je seveda še vedno obstaja, WATR, Water Attenuated Transfer Relaxation. Se pravi, je ena od metod, demonstracija, da tudi take vrste eksperimenti pridejo prav. Prav videli smo, da ima te dva spin-eko neko izredno možnost, procese, ki izgledajo irreverzibilni, se pravi, če razbijete kozarec babice, ki je bil v rodbini ali pa v družini že dolga leta, in tale reverzibilni proces ne deluje. Se pravi, tipično procesi, ki se zgodijo, se časa ne da obrniti. Spin-eko pa nam to omogoča, ne? Zato je tudi izredno uporaben pri mnogo drugih stvareh in o tem